Rak ustne votline in žrela je resna bolezen, pogost pojav, ki pa se ga pravzaprav preslabo zavedamo. Premalo vemo, koliko bi lahko naredili sami s preprostimi dnevnimi opravili, s skrbjo za svoje zdravje, da bi pojavnost tega raka preprečili ali pa vsaj pripomogli k odkritju v zgodnji fazi. Vi ste pionirka tovrstnega delovanja, pionirka aktivnosti stroke na tem področju, zato me zanima, kakšni so danes podatki o tem raku, kaj se da narediti, kaj svetujete ljudem, kako si lahko pomagajo. Tako kot sem že rekla, rak ustne votline je dejansko najhujša bolezen, ki lahko prizadene ustno votlino in žrelo. In je kot maligni tumor najbolj pogosti rak glave in vratu. Zdaj, v Sloveniji je na 8. mestu po pojavnosti, med starejšo populacijo in moškimi je že na 6. mestu. Letno v povprečju odkrijemo 258 rakov ustne votline, od tega zboli 200 moških in 58 žensk, kar pomeni, da je razmerje med spoloma 4:1. Pomeni, da je tudi spol eden od rizičnih faktorjev, na katerega žal ne moremo vplivati. Ključnega pomena pa je tudi to, oprostite, ker sem vskočila, vendar ključnega pomena je to, da zelo pogosto tega raka odkrijete prav zobozdravniki, kaj ne? Ja, res je, ampak žal že v napredovali fazi, zato ker se pacienti pri nas oglasijo šele takrat, ko imajo hujše težave, kot so bolečine, enostranska rana, ki se ne zaceli, oteženo požiranje in žvečenje in deformacije, otekline. In pri že 25% je prvi simptom metastaza na vratu. Se pravi bezgavke. Bezgavke, ja. Tako da si želimo to povprečje izboljšati. Želimo si redne zobozdravniške preglede, sploh pa pri rizičnih skupinah, kot so moški, kadilci, starejši od 60 let, ki tvegano in škodljivo pijejo alkohol. Druga skupina, kateri se želimo posvetiti, so vsi pacienti s potencialno sumljivimi spremembami in zato tudi priporočamo pacientom preventivno samopregledovanje ustne votline enkrat na mesec. In če opazijo ostro omejene, rdeče ali bele lise, rane, ki se ne zacelijo v 14 dneh ali zatrdline v ustih, naj nujno obiščejo zobozdravnika in bo zobozdravnik ocenil, ali je potreben na napotitev na specialistično raven, da čim prej pridemo do diagnoze. Zakaj? Zato, ker je zgodaj odkrita sumljiva sprememba popolnoma ozdravljiva. Človek se ob tem vpraša, ali bo vsakemu izmed pacientov, ki bi morda odkrili takšno spremembo, tudi v resnici omogočen takojšen pregled glede na stanje v zdravstvu, s katerim se soočamo že kar nekaj časa. Jaz si želim, da bo, in mislim, da je nujno potrebno, da bo, da je vsakemu pacientu omogočen tak pregled. Zdaj po statistiki Nacionalnega inštituta za javno zdravje zobozdravniki opravimo več kot 2.100.000 pregledov na leto. Se pravi, statistično bi bilo omogočeno lahko vsakemu pacientu, da enkrat letno opravi zobozdravniški pregled. Vas lahko morda prosim še za primerjavo, ki bo z vidika slehernika zelo povedna. Kakšna je razlika glede zdravljenja v primeru, če raka ustne votline ali žrela odkrijemo v zelo zgodnji fazi, ali če se tega raka zazna in diagnosticira šele potem, ko je že napredoval? Rak ustne votline odkrit v zgodnji fazi je skoraj popolnoma ozdravljiv. Se pravi, 80-100% je ozdravljivo. Pri napredovalem raku je pa stopnja ozdravljivosti v 5-letnem obdobju od 50-60%.
In to pomeni, da je v bistvu taka operacija veliko bolj zahtevna, pušča posledice malformacije obraza in ni popolnoma uspešna. Se pravi, rizik, da bo pacient popolnoma ozdravel, je veliko večji. Kakšni pa so z vašega vidika ključni izzivi v prihodnje, glede čim boljše, čim celovitejše, kakovostnejše in čim bolj varne skrbi za paciente? Jaz bom tako rekla, preventiva, preventiva, preventiva. 3-krat. V bistvu pomembno je, da ozavestimo pacienta, da rak ustne votline in žrela obstaja. Ker po različnih raziskavah 30 do 50% populacije splošne sploh ne ve, da ta rak obstaja. Pomembno je, da ozavestimo pacienta, kateri so dejavniki tveganja za raka ustne votline. Naprimer, kadilci zbolevajo 5 do 7-krat več kot splošna populacija. Če je kombinacija kajenja, recimo 20 cigaret na dan, ter tvegano in škodljivo pitje alkohola, je obolevnost 100-krat večja kot pri drugih pacientih, ki tega ne uporabljajo. Se pravi, že opustitev ali zmanjšanje kajenja in prekomernega pitja alkohola je dober preventivni ukrep. Ostali dejavniki tveganja so tudi slaba ustna higiena in neurejeno zobovje. Potem tudi neustrezni pripomočki, protetični, ki dražijo sluznico ustne votline. Nezdrava prehrana. Dokazano je, da je slabo prehranjevanje 50% več tveganja pri ljudeh, ki se slabo in neredno prehranjujejo. Potem neredni zobozdravniški pregledi. In to je v bistvu nekje izziv zobozdravnikov. Kako te ljudi privabiti na redne zobozdravniške preglede? Da čim prej odkrijemo zgodnje spremembe.